Zdrav kolegi, kdo mi zna povedati, kam gremo danes? Kaj to pomeni? Kjer hrib je to? Dale tukaj, res je, ja. Kakšna bo pot, smo rekli? Ne bo pretežka, torej najprej bomo šli tukaj pod vznožjem tega hriba, Lisec, a ne Sebenuje smo rekli. Pokazal vam bom dve smučišči, eno otroško pa eno za odrasle. Potem ta večje smučišče se bomo pa tudi na koncu spustili dol. Še pred tem bomo pa spoznali, kaj je užitnega za pojesti, ne? Pa kaj strupenega bomo tudi pokazali. Še pred tem si bomo pa pogledali, kaj? Kompas. Kompas. Kaj smo rekli? Orientacijo bomo še imeli na začetku. Se pravi, da bomo vedeli, kam je treba iti, ne? Moramo vzeti pravo karto, evo, velike bloke, a ne, runarsko ne bo ta prava. Bomo vzeli tole in bomo najprej karto oseverili. A kdo zna oseveriti karto? Jaz. Si gasilc? Ja. Ha? Si? Hodiš na teke orientacijske, gasilske? Prosim? Nisi te razumel? Jaz imam pa kompas. Ja, si imaš le, še mojega vzamete lahko. Kaj treba paziti, kadar imamo kompas v roki? Zdaj na ravni podlagi. Tako je? Pa kaj še? A imamo lahko prstane na roki, pa kakšne kovinske predmete v bližini? A? Točno tako. A so tle vijaki noter v tej mizi? A so? No, dajte kompas malo blizu teh vijakov, pa boste videli, kako se bo obrnila igla. A veš, kako ga zmede? Manj kar kaže. Ti prav kaže? Ali proti vijaku? No, v glavnem, včasih na teh naših mizah, ki so v jedilnici, so precej pod površjem tisti vijaki in lahko res zmotijo magnetno iglo in je potegnejo v stran. Ok, na karti imamo zgornji del, kjer je smer neba? Sever. Spodaj je? Jug. Na tej strani in na tej strani. Tako. Znate najdete Cerkniško jezero na tej karti? Ne. Cerkniško jezero. Kje piše Cerkniško jezero? Piše, lepo, a ne da? Kako ga pa na hitrco prepoznamo? Po kakšni barvi? Modri. Kaj pa je zeleno? Kopno. Gozdovi, a ne? In travniki. Pretežno gozdovi, ne? Kaj pa so tele črtice? Tole. Žice. Plastnice, kaj to pomeni? Žice. To je tisto. Žice. To so črte, ki povezujejo točke za isto nadmorsko višino. Odlično. Kje razred je to? 7. razred. Aha, je že malo bolj napredno. Prostite. Ja, skratka, po teh plastnicah lahko vidimo, kako strm ali pa položen teren je tukaj. Recimo, če so plastice zelo nagosto, kolega, te boš ti povedal, pomeni, Da je strmo. da je strmo. Če so pa zelo narazen, Je pa bolj položno. je pa bolj položno, pa kljub temu lahko narašča. Ok, okrog tehle simbolov, torej branja karte, si treba vzeti malo več časa, ne? Zdaj vam ne bom čisto vsega razlagal. Ceste so lepo označene in še ena stvar je zelo pomembna. Merilo. Glejte, 1 proti 25 tisoč pomeni, kaj piše tukaj? Da je 25 tisoč. To je pa manjši. Kako? 1 centimeter je 25 tisoč metrov. Ne, 1 centimeter na karti pomeni 250 metrov v naravi. Ker je centimeter, ne? Ja? Ne more biti na eni strani meter na eni centimeter. Ok, a se razumemo? Tudi tukaj na karti vam lepo piše, če bi pozabila, ne? Torej, 1 centimeter na zemljevidu je 250 metrov v naravi. Se pravi, če vam bo veter takole, lejte, premaknil za 1 centimeter karto, pa vi tega ne opazite, ali pa vam je nekdo brcne ali pa rukne,
a ne, da se karta premakne, pol dobimo natančne rezultate. Smo rekli, če bi iskali zver in bi 1 centimeter zgrešili, zaradi tega, ker se nam je karta premakala, ne? Bi dobili 1 centimeter zgrešeno meritev, bi tam najdel izvir vode, ker bi zgrešili za koliko? Saj za 250 metrov smo rekli, ne? Če 1 centimeter na karti, 250 v naravi. Ok. Žijo, kar hodite, ne se ustavljati, hodimo. Samo da vas malo posnamem, boste kje pozdravili starše? A ste v redu? Ok, top. Žijo, kako pa vedvi? Zdaj se bomo pol dol spustili, z hriba dol, boste videli, kako je dober razgled na okolico. Evo, kolegi, tole je Arman, poznate? Fantastičen čaj se dobi iz tega. Značilno je, da ima cvet, en kup enih majhnih cvetkov tukaj gor, a vidiš? Ja, vidim. Tako, evo, ostalim bomo pa zdaj pokazali. A veste, kaj je to? To je divji nageljček. Zelo diši in ga lahko povohate. A diši? Još še nikom jednim. Možeš za povohati. Jernej. Bravo, Jernej. Tako je divji nagelj. Jaz pa imam tukaj v roki, kdo ve, kdo prepozna te rastline, smo povedali že za vse. Poznate? Tale je cikorija. Ta je cikorija modra, bravo. Ta bela je? Tukaj je šentjanžo. Ne. Ni šentjanžovka. Šentjanžovka? Ključnik. Zelo podobne cvetove ima. Hotel sem vam pa nekaj drugega povedati. Da so vsi čašasti cvetovi užitni. Vsi cvetovi te oblike so užitni. Ne glede na to, a poznate rastlino ali ne. Če ima take cvetove, jih komot lahko pojeste. Prav? Tole je Arman, a ne, smo rekli. Ta beli. Lakota, ta rumena. Tole, če se ne motim, neke vrste mrtva kopriva ali nekaj podobnega, ne bom trdil. Ja, tako. Poznamo več vrst mrtvih kopriva, ne? In pa seveda listi pri mrtvih koprivah so tudi užitni, ravno tako cvetovi. Gremo naprej, izvoli. Cvetovi lahko pojeste, če želite. Bezek, se pravi, tudi bunkice potem, ko so zrele, jih lahko nabiramo in skuhamo z njih čaj. Kako pa uporabljamo cvetove, ko so zreli? Odsvremo jih lahko, ja, spohamo jih lahko, odlično, bravo. Poglejte, le moram ne... To so divje maline. Bo še ena. Boš vzel? Pa to so za jesti. Je seveda. A dobro. Kar jajte jih, če hočete. So dobre? So dobre, ne? Boljše kot doma. Boljše kot domače. To je beseda, evo. Tle si jih lahko malo poberete za malico. Rad smo imeli že jabolko za malico, a ne? Lešniki bojo, poglejte jih. Evo jih. Zdaj so še, torej niso še zreli, a ne se reče. Jih bo pa letos kar precej, kakor sem gledal. Tako da zaenkrat je super. Evo. Torej za jesti. Evo jih. Te deteljce. Tako, to so zajče deteljce, gledajte, koliko jih je. Počakaj, ne hodi gor. Priješ od spodaj z roko, jih takole stisneš in jih potegneš gor. Glejte, tako se nabira zajče deteljce. A ne? Se očistite tole dol, da potrgite korenice malo stran. To rdeče pusti zraven, to se poje. Samo tole korenico daj stran še. Tako. Evo, to je zdaj primerno za pojesti. Kdo bo poskusil? Vsak eno lepo. Je malo kiselkasta in to jo dela
fantastično. To je zame najboljša jed. Je pa lepo kosmata. Kislica. To bi mogel narediti. Taka kosmata. Super. Kaj rečete, je dobra, ne? Ja, kislica. Zame je to najboljša jed v gozdu. Za mene tudi. To je A- kislica. Jajča detlica vsebuje tudi oksalno kislino, podobno kot kislica, tako da če jo boste preveč pojedli, vam bo potem malo slabo lahko. Ampak zdaj vem, da jih tle ne morete, seveda liste in stebelca, vse se poje. Torej, ne morete je zamenjati za navadno deteljo, zato ker navadna detelja ne bo rasla v gozdu, zajčja deteljica pa ne raste na travniku, tako da ne morete to zgrešiti. Ja, jej samo tisto, kar si 100% prepričana, da je užitno, ja? No, malinice so v redu, ja? Takole, še za gledalce povemo, tisti, ki bo prvi na listu, dobi magneta, katerega si sam izbere. Pravila so enostavna. Samo eden lahko zmaga, a ne, da se razumemo. Ne mora vas spet naenkrat pozvoniti, a ne, da ne bo kakšne zmešnjave. In ko rečem zdaj, štartate. 3, počasi. 3, 4, zdaj! Imamo polnega magnetka in pa še gremo tam. Najdi bo magnet. Jaz nimam. Jaz sem malo, da vidimo, kdo je v spredju. Super. Ja. Ti si bil pa ta prvi. Lešnike pogledati. Vidi, koliko je lešnikov. Pa niso še čist zreli, veš, še rabijo. Lega, živa. Kak je? V redu. V redu, ne? Super. Ko gledaš, jih ne vidiš, pa kaj jih zagledaš. Ja. Zdravo. Ok, tukaj pred nami je Bloška planota. Definicija za planoto je visoka ravnina obdana s hribovjem.
torej visoko ležeča ravnina, obdana s hribovjem in tukaj imamo našo Bloško planoto, ki je dolga okrog 10 km in široka do 5 km na določenih mestih. In zdaj se cela lepo vidi tukaj na posnetku. Evo. Kar pridemo počasi, kar za mano živijo. Evo, to je bivše smučišče, pod Liscem se reče. Tole so velike bloke, tamle imamo vojašnico. V tem delu, tam v tej smeri je Nova vas. In tako naprej. Lahko bil kakšen krim. Poglejte, kaj je bilo tu blizu. Pride sem. Pride daj sem. Krim bo, ja. Prideš. Gdje prim? Smo vsi? Aha, nismo še vsi. Ne malo. Ravno brca. To je tako malo. Jaz sem večji spodil del. Gremo. Pridite, kolegi. Kaj si našel? Klopak. Kar stisne ga na nohtih. Ej, stisni ga med nohti. Da ne bo še koga. Prav stisnen ga imaš. Stisnen ga imaš. Ok. Si, zrihto. Pridite malo bližje, da vam povem še nekaj malega o blokah pa o tele vojašnici. Pridite bližje. A vidite vojašnico? To je stara vojašnica, ker ni več vojašnica, zdaj je industrijska cona. Pridite bližje, da vam povem, no. Kapica je. Kako je velika. Pridite, pridite. To je velika. Ej, ti To je pridi. že pol večerje. Pridi. Hitro, tukaj je. No, pridite bližje. Tako, evo smo nazaj z Lisca. To je dom pod Liscem bil včasih. Letovišče za otroke iz Reke, recimo, da so prišli po zimno smučanje. Bloški otroci so šli pa poleti na morje, na reko, ali pa Potijo, ali pa tam. To govorimo, ko je bil še čas Jugoslavije. Kako pa vi drugače? A je luštno bilo? Ni bilo danes prevroče, čeprav zgleda mogoče, da je vroče, ampak je komaj 18 stopinj. Oziroma, ko telefon pove. Čelo, stoj tle v senci, počakamo kolege. A je luštno čez travnika, ne? Boljška pa mu kaj damo. Je, ne? Bolj mehko. Kako rečemo, če hočemo, da pospešijo? Dajte, povejte jim. Daj, povej. Višji korak. Še bolj na glas. Višji korak. Divja. Višji korak. Ne smeš teči, beži nazaj na polovico.
Na polovico, nazaj, še nazaj, še nazaj. Gremo. Hitrejš po podajih, Emily, ne spat. Ne smemo tekati. Spremljaj Emily, kaj ima on v rokah, a ima storša, ga nima. Dajmo ga hitro, vidiš, ko sanjate. Bravo, bravo, čestitam. Greš na mesto za zmagovalce. Jaz sem tle drugače. Pa čak, halo, ne pol vame vrč. Model. Bravo, bravo, bravo. Si prišel do konca? Si ga? Ok. Pediti na mesto. Za zmagovalce gremo. Ajde, da vidimo, kdo bo izgubil tole igro. Splača se vam potruditi, se veste, ne? Nisem rekel še zdaj. Ej, gremo na svoje mesta. Kdo hodi slednjih? Koliko vas je tukaj, smo rekli? In kaj počnemo ostali? Smo tiho in sedimo, a ne, kolegi? Dajte slediti navodilom, prosim vas. Če ne, igra ni zanimiva oziroma ne mora biti dobra. 3, 4, zdaj. Smemo teči, smo rekli, ja? Počasi, počasi. Bravo. Uspelo? Ja. Odlično. Naslednji se pripravi. Boste zamenjali tele, ki mečejo? Dogovorite se, kdo bo. Potrudite se, da boste imeli kaj še dobrega. Ko dobro posluša, boste zamenjali tega kamenja, torej kameče storže. Emily je huda, a? Ti si huda s tem, a? Pravim, ti si dobra v storžih, a ne? Daj bo Emily, zdaj boste videli, kaj to pomeni, ker bo ona vas, mislim, ona jih bo zdaj izločila kar nič. Sam eni dobro podaje, pa imajo v drugi roki Emily kar več storžev, razumeš? V eni roki imej že, ne ti skozi imej storže, da lahko skozi prijemaš. Smo? Si pripravljen? Dobro. Ti si pripravljen? Fantastično. Lahko začnemo zdaj. Kako smo povedali? Ja, tako, ja.
Prvi izločen. Bra, sem vam povedal, kaj dela Emily. A sem vas opozoril? Z Emily ni češen zobati. Kolega, sem se ti jaz kje zameril? Odlično, kolega, odlično, bravo, bravo, bravo. Pripravi se naslednji. Kolega, ej, počasi. Au! Ja, pa zakaj mene strelja? Zdaj nasproti, lega. No, vidiš, pa boste izgubili. Dovolj, se te dotaknil. Si? Uspel? Dobro? Pripravi se naslednji. Lahko greš metat, ampak ja. Lahko greš, ja. Lahko date kolega, ki je spadal v pozicijo za metanje. Počasi, ja? Bravo, Jernej, pa to je neverjetno. Počasi, počasi, tako, ja. Bravo, 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 fante, odlični ste. Super. Lahko štartate. Če te tvoj zadanje ni nič hudega, prav? Zelo sta dobra, zelo sta tiha, super. Kar počasi. Bravo! Bravo! Tebi je tudi uspelo, a ne? Odlično. Daj. Bravo, Emily. Bravo, bravo, kolega. Super. Zdaj.
Kako smo pokazali, kako se hodi? Slišiš se vajo na 1 kilometer. Ne, kolega, kaj ti potajati. Ne smeš teči. Dobro je, v redu je. Počasi treba iti, ja? Je šlo? Obema? Super. Hvala. Ej, kaj delaš zdaj tle? Kje sem pokazal, kje je vaše mesto? Tamle od bivaka na uni strani ste, kolegi. Resno. Bravo. Dobro. Super. Pripravi se novi. Počasi, Nina, počasi, Nina, počasi. Nina, počasi. Zelo počasi, prosim. Bravo, Nina. Tebi tudi uspelo? Odlično, sami dobri, bravo. Peta, zunanji rob stopala, stopalo. Pa boste tihi kot mačke. Te, izločila? Bravo, kolega. Kjera skupina si? Prva, 2 izločena iz prve skupine. Ja, pa nobenega iz druge, tako da bo tole bolj klavrno jutri, za pomivanje posode. Kaj sem jaz tebi naredil, kolega? Ja. Bravo, odlično. Ti je uspelo? Ja. Bravo, odlično, čestitam.
Bravo. Prva skupina je izgubila in jutri pomiva po kosilu posodo. Končano.